Namen investicije, kot se že omenila, je povečanje proizvodnih zmogljivosti in pa razvojnih zmogljivosti. V Krškem bomo namreč zgradili nov objekt sinteze in pa nov kemijsko-razvojni center. Zraven pa tudi potem bo možno objekte, čistilno napravo, skladišče tekočih surovin, hidrogeniranje in pa razne objekte, ki so pomembni potem za delovanje same tovarne. Tudi centralni energetski objekte, infrastrukturo s parkirišči. Sama vrednost investicije je cirka 160 milijonov evrov, gradili jo bomo pa približno, vse skupaj bo približno 4 leta trajalo. Trenutno smo v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja za 4 objekte, to so sinteza 2, kemijsko-analitski center, skladišče tekočih surovin in pa čistilno napravo. V začetku junija smo gradbeno dovoljenje dobili, naj bi bilo pravnomočno julija, potem pa začnemo s postopkom pridobivanja okoljevarstvenega soglasja. Ostali podporni objekti, ki jih pa nameravamo zgraditi, sem kot že omenila, rešitev centralne energetske postaje, restauracije okolnih objekt, širitev pomožnega objekta in pa parkirišča. Za vse te podporne objekte pa je že v pripravi tudi projektna dokumentacija za gradbeno dovoljenje. Hvala lepa. Moje ime je Andrej Bavdet, ker sem direktor proizvodno učinkovitih in imam rad parih stavkih. Sam glavni objekt, ki ga bomo imenovali sinteza 2. Objekt bo namenjen izvajanju proizvodne farmacevtskih učinkovin. Na ekranu vidite lahko osnovne gabarite, se pravi velikost samega objekta bo nekaj manj kot 155 metrov krat 55 metrov, višina objekta bo dobrih 62 metrov in pa razdeljen bo pa v 3 etaže, hičije in 3 etaže, zdaj na vrstu tehnična etaža, ker bodo nameščeni klimati in pa podobna oprema. Novi z objekta bo zavzemal dobrih 5900 kvadratnih metrov, skupaj površina bruto pa bo 18462 kvadratnih metrov. Kapaciteta obrata je dizajnirana za 150 ton farmacevtskih učinkovin. Smernice, ki smo jih sledili pri samem dizajnu obrata, to seveda uporabljamo najsodobnejšo opremo, ki je izdelana po zadnjih smernicah, tako kot kakovosti in varnosti. To nas tudi zadnje vsi, farmacevtski, se pravi doktrina, ki ima na tem področju tudi visoke standarde. Vsi procesi bodo računalniški, vodeni in nadzorovani. Seveda, ker gre za relativno zahtevno opremo, bodo zaposleni morali biti ustrezno izobraževani, tudi mi bomo vsem seveda poskrbeli. Imamo 50 let in več izkušnj na tem področju. Zdaj pa se tiče samega izobraževanja nekih ljudi, bomo rekel seveda baza bomo preselili iz obstoječih objektov, namreč tako proizvodno imamo tudi danes ločni in glavnino, se pravi pa nekaj jedro, se pravi ljudi, ki bodo delati in ustavljati, ta obrat bomo preselili iz ločne in pa seveda dodatno zaposlili ljudi, ki bomo potem tudi srednjo izobrazili. Ob tem seveda je še podarjeno, da obrati zagotavljamo najvišjo stopnjo varnosti in zdravja pri delu in seveda varstva okolja, tudi na koncu gospod Zupančič nekaj več o tem podrobno povedal. Poleg same sinteze 2 bomo zgradili tudi kemijsko-analitski center. To gre za razvojni center, se pravi namenjen razvoju učinkovin in razvoju kemijskih tehnologij, ki jih bomo potem izvajali in proizvajali v samem obratu sinteze 2. Sami gabariti objekta bodo malo manj kot 50-35 metrov, višina 33 metrov, razdeljen v 5 etaž in pa bruto površina nekaj več kot 8400 kvadratnih metrov.
Zdaj, kaj je namen kemijsko-analitskega centra? Seveda gre strogo za razvojno aktivnost, se pravi, mi ne širimo samo naše proizvodne kapacitete, ampak širimo tudi razvojne kapacitete, ki imamo danes speciirane v Glavnem mestu. Del dejavnosti bomo prostorske fizike, ki imamo na mesti, sedeli tukaj v ta nov kemijsko-analitski center. V samo tem centru bomo imeli tudi laboratorije, tako imamo kemijsko-sintezne laboratorije za razvoj tehnologij, potem laboratorije za razvoj medprocesnih in ostalih analiznih tehnik, ki spremljajo take procese, ukvarjajo se tudi optimizacijo tehnoloških parametrov kemijskih tehnologij in seveda proučevajo varnostne vidike in pa podarek tukaj dajemo tem, ko tukaj zaposlujemo seveda visoko izobražen kader. Oprema, ki bomo imeli v kemijsko-analitskem centru, gre za različno tipe opreme, namenjene za sintetiziranje in karakterizacijo molekul, sintetiziranje in izvajanje kemijskih tehnologij na nivoju od nekaj miligramov do nekaj 100 gramov, se pravi gre za res strogo laboratorijsko opremo. Poleg tega seveda sem že omenil analitski inštrumenti, ki so danes zelo sofisticirani. Farmacija danes zahteva zelo visoke standarde na področju čistoče učinkovin in pa seveda tukaj imamo tudi različno opremo za identifikacijo in karakterizacijo molekul, kar sem že omenil. Zdaj, kako bo potekalo delo v samo kemijskem analiznem centru, seveda vsi procesi oziroma vsi laboratoriji so ustrezno opremljeni z historijami, zaščitnimi komorimi, izolatorji, se pravi gre za res za zaprte procese, za zaprte dejavnosti s tem, da seveda s ciljem, da ščitimo, se pravi, oziroma izgovorjujemo standarde, na vsem področju tu, varstvo, vaše zdravje. Kemijsko-analitskega centra in sinteze gradimo še skladišče tekočih surovin. Skladišče samo bi povedal, prav, tukaj bomo skladišče tekoče surovine, kot so etanol in pa podobna topila, ki jih potrebujemo pri proizvodnji naših farmacevtskih učinkovin, same dvojce, obrada 80, nekaj še 80 metrov, 16 metrov in se tudi za različni objekt. Namen za omenil skladiščenje topil v rezervovanih, da kako bo potekalo se prav dovoz surovin v tako skladišče potekne s avtocisternami in pa pretakanje v zaprtem sistemu in tudi kasneje distribucija do se pravi opreme, ki bomo imeli v obratu, poteka v celovodih, po računalniških vodnih procesih, se pravi, ni nobenega manipulacije na odprtem zraku. Jasno, tudi tukaj upoštevamo vse zakonske zahteve in standarde z področja skladiščenja in proti eksplozijske varnosti. Tudi tukaj ne poudarjam, da mi taka skladišča imamo že danes v Ločni in že več kot 30 let, verjetno 50 let in uspešno in imamo tudi tukaj veliko izkušenj in znalost in uspešno upravljati. Še nekaj o zaposlenih iz osnovne informacije danes je na trenutno na lokaciji krško zaposlenih 92 sodelavcev. Po zakonu vseh teh objektov, ki so bili omenjeni, računamo, da bo skupaj na lokaciji dobrih 450 ljudi. Se pravi, nekaj se je tudi omenili, bomo premestili iz lokacije Ločna, s vaši glavno lokacijo v Novem mestu, do teh bomo dobrih 160 in pa nameravamo zaposliti takoj 200 dodatnih ljudi. Izobrazbena struktura bo, tako kot lahko preberete, se pravi, gre za visoko kvalificiran kader. Glavnina, se pravi, ljudi je seveda za srednjo šolo in več, se pravi, več kot 30% pa bo zaposlenih imelo univerzitetno izobrazbo. Po predovanju Krke bi podaril, da mesto Tovarstva polja ni
neka modna muha, v kateri vključujejo vse dejavnosti glavnega nastanka oziroma začetka in je v bistvu sestavni del tudi strateških usmeritev oziroma same strategije Krke. Seveda osnovno delujemo v vseh področjih skladno za zakonodajo, sledimo novosti in direktivam Evropske unije, tudi sproti implementiramo v sistem. Od leta 2001 delujemo stavno potni standard 214.001, ki je vsako leto presojen se strani SVIKO inšpekcije, imamo tudi interne presoje, skratka, glavni namen, da bomo vodilo tega standarda stalno izboljševanje vplivov na okolje. Tudi ko dosegamo zakonske zahteve, iščemo dodatne možnosti za zmanjševanje vplivov. In pa smo še tudi v sistemu oziroma člani Združenja kemijske industrije pri gospodarski zbornici, kjer pripravljamo letna poročila, ker je združena vsa kemijska industrija in na osnovi rezultatov, ki jih predstavljamo, imamo pravico do uporabe tega znaka, odgovornega ravnanja, glavnina pri varstvu okolja in pa varstvu pridelov. To skrb za varstvo okolja mi vključujemo tako, kot pravi end of life, pa tam, kot treba odpade podložiti, ampak v sam razvoj, oziroma v cel življenjski cikel izdelka. Naša služba po varstvu okolja je vključena že v razvoj, dobimo podatke o laboratorijskih poskusih, kemikalijah, stranskih produktih, opravljamo že 3 faze analize, dajemo soglasje k vsakemu tehnološkemu postopku in seveda tudi navodila, kako s posameznimi odpadnimi produkti ravnati. Redno izvajamo monitoring vseh emisij v okolju, imamo lastno procesno kontrolo, kot se pravi zakonsko predpisano kontrolo s strani zunanjih pooblaščenih inštitucij. Imamo tudi enak sistem, kot bo v Krškem, imamo že 200 let v Ločni, imamo lastno razdelek ravnanja z odpadki, lastno čistilno napravo, skratka, kader, ki to obvlada že najmanj preko na visoke ravne leta 1991, ko smo zgradili lastno čistilno napravo v Ločni in uspešno deluje z obstanjimi nekimi posodobitami že se pravi skoraj 30 let. Tako da bomo s temi izkušnjami prišli tudi na to lokacijo, da smo že samo v večji meri. Glavni naši izzivi seveda so zrak, voda, odpadki, tla, podtalnica, seveda tudi hrup, vendar smo z tega vidika neproblematična dejavnost, ker imamo vse zaprto, da imamo nekaj hrupih naprav, pa tudi drugo, vse dobro nesnaženje se vemo, kot tole glavno področje, da bi moče najbolj predstavo. Seveda sama farmacijska proizvodnja podlega tudi tako imenovanim GMP zahtevam za proizvodnjo farmacijskih izdelkov, ki so veliko strožje od zakonskih zahtev na področju emisij v okolje, zaradi nevarnosti teh cross-kontaminacij med posameznimi učinkovinami, zato imamo praktično vse izpuste, ki so nesnaženi z prašnimi delci, vedno gre izpustimo v okolje, vedno gre absolutne filtracije. Sistem je tak, zaradi ko prihaja proizvodno se absolutno prihaja do odpravljanja čistoče, tretje prah in podobno, se recimo nesnaž z nekimi prahovi, če govorimo o prašnih delcih, in predno gre izpustimo v okolje, gre preko enako kvalitetne filtracije, učinkovitost je zelo visoka. Mi vse analize, ki jih delamo na teh meritvah, že vse te 300 pa več let, že preko 1000 analiz, vse so pod mejo detekcije metode, ki je predpisala. Skratka, napaka, smo res vrhunska, zelo kvalitetni. Odpadne pline, ki so nesnaženi z hlapnimi organskimi snovmi, govorimo predvsem o topini, pa še drugim hlapnimi substancami, prejdemo preko termične oksidacije, to so pomira obreta na 250 stopinj, tudi visoko učinkovita, dobimo osnovne produkte gorenja. Zdaj imamo že obstoječe termične oksidacije za obstoječe obratne lokacije, z novim obratom bomo seveda zamenjali z modernejšo, večjo, ki bo pokrivali celotne kapacitete. Vsi sistemi proizvodnje, od dobave surovin, kot je bilo omenjeno v skladišču, potem preko proizvodnje,
so pa seveda v zaprtih sistemih reaktorjih, v tla, tudi nekih odprtih sistemov, ki bi nekontrolirano izhajali v okolje. Na tej lokaciji sedaj odvajamo odpadne vode, ker gre za majhen obrat, ker je dnevno približno samo 30 kubikov teh tehnoloških odpadnih vod. Zdaj od teh 30 dni približno 6-7 dnevno prejdemo na čistilno napravo določno. Ostale spuščamo v javni kanalizacijski sistem, izvajamo monitoring, zatem je potem na to čistilno napravo tipal. Zaradi povečane kapacitet in količine odpadnih vod bomo postavili tukaj sodobno čistilno napravo z malo boljšo, kot recimo imamo zdaj določnika, tehnike so še naprej. Tukaj gre za predčiščenje z uparevanjem, ker bomo odpadili vse krapne snovi, potem je prostovoljsko biološko čiščenje predstavitev šišnih in organskih snovi. Na koncu bo membranska filtracija prečiščene vode, to je na tem nivoju, kot je čistilna naprava v Novem mestu, komunalna centralna čistilna naprava v Novem mestu, kjer iz tega, jaz sem bil pristopen, ko je eden od profesorjev to vodo pil, čistilna naprava. Ta voda ne mislim rekel, da bomo to vodo lahko pil, vendar gre, kar se tiče delcev in tega za najboljšo možno tehniko vrčevanja čiščene vode mulja. Izvajamo stabilizacijo aktivnega blata, dehidracijo, ne gre za sušenje, ki bomo centrifugirali in odvažane gostne, ampak preverjenim pooblaščenim zbiralcem, tako kot zdaj, ker ta odgovornost je pri odpadkih je na lastniku odpadka, se pravi, da zbiramo preverjenih prevzemnike in se predajamo. Se pravi, izstop pa bo šel nerazvijalo kanalizacijo, da prečiščenje vode, sprejeli čiščenje preko sabo, tako mobilno procesu kontrolno in tako. Odpadko obvladujemo od ločenega zbiranja, zaprti platoji, pokriti, nikjer ne gre za neko rasuto stanje, večino koliko res jačne kontejnerje in izkrot predajamo. Topila, teh je kar nekaj pri takih proizvodih, se pravi, se pod sebej počrpajo na rezervat odpadne topile in se dnevno praktično odvažajo. Žal, da enkrat vse v tujino, veliko na Dunaj in pa na cementarne v Avstriji, zato plačujemo in bomo še naprej se zavedno poslovili, da to bolj primerno rešimo. Tako da glede odpadkov ne gre za nobeno skladiščenje, sprotno odpremo, kar je tako lahko zagotavljamo tudi proizvodno. Zdaj sama nova naprava je podvrčena, sodi pod zavezance, IED zavezance, ali počasno prekrito, da se zavezance. Že ta ima okoljevarstveno dovoljenje, da se za eno za vrtovanje. Zdaj po novi zakonodaji, ko spreminjamo, oziroma tako povečujemo, pa moramo dobiti podeljeno IED okoljevarstveno dovoljenje. Ta prvi postopek gradbenega dovoljenega soglasja je šel v eni fazi, dobimo gradbeno, sestavni del je soglasje, vendar mi še ne moramo graditi, dokler ne dobimo okoljevarstvenega dovoljenja. Lahko delamo neka zemeljska dela, pripravljalna, ne pa gradnje objektov. Ta del pa je seveda zelo razširjen, mi smo morali iz celotnega nabora kemikalij, ki se bomo uporabili, izdvojiti tiste, ki so okolju bolj nevarne, recimo to so poznane zadevne nevarne snovi, in vse te snovi kot ničeno stanje posnet analizirati v tleh in podstavnici. Mi smo morali narediti se pravi 3 tesne vrtičke na najbolj obremenjenih delih lokacije, zdaj 24 vzorcev in vse te snovi, tudi tiste, ki še sploh ne delamo analizirati v tej zemlji, in čez 10 let oziroma obdobno kako bomo morali te analize izvajati in tako da nismo poslabšali stanje. Enako velja za podtalnico, da smo morali osnovne hidrogeološke raziskave, smer podtalnice, postaviti izolirani, ki ima več kot zakonsko določeno, se pravi 2 na klopu pred lokacijo, to smo tukaj podtalnica in 4 na izstopu in tudi v tej podtalnici smo morali analizirati vse te parametre, vse te naše zadevne nevarne snovi, to je kot osnova ničenega stanja, v odpadni vodi ni bilo nič takega, ki bi bilo v tej fazi že problematično, pa bi presegalo neke meje
jo zaznali. Vse vplive na okolje seveda moramo spremljati v sestavni zakonodajo. Pomembno se, da imamo tudi lastni oddelek za procesno kontrolo, ker se da oddelek metodologije čiščenja odpadnih vod moramo delo izvajati na več točkah vse te analize. Potem pa se dodatni monitoring na izpustih v zrak, hrup, na izpustih v vode, na vseh posameznih tokovih in podobno. Če pride do kakšnega dostopa, imamo sistem ukrepanja, vedno tako ukrepamo, ko dobimo različen primer. Imamo vsa poročila, ki jih letno posredujemo Ministrstvu za okolje in se lahko same informacije so dostopne tudi javnosti. S tem sicer ne pomeni, to smo že bili izkušnje, bomo zdaj pa vsa poročila na famone mizo, ampak seveda, če pa kdo, ko ti podatki zanimajo, lahko pride k nam in bodo predstavljeni in pokazali. Vodimo tudi odprto komunikacijo z okoliškimi prebivalci, zdaj tukaj v kakšnem tega še nismo gledali, leta 2009, ko smo gledali tako predstavitev na svetu občinskem svetu, v nočnim poznetelju v Krškem računamo organizirati imamo zdaj na 2 leti nek srečanje z okoliškimi prebivalci, kjer jim predstavimo vse te vplive na okolje, ne vem, tudi ima rezultate, možnost je podati vprašanja, seznaniti bodo tudi z telefonsko številko, kamor lahko recimo posredujejo kakršnokoli vprašanje in vedno odreagiramo, ukrepamo, recimo določni, ko je pač bolj v naselju smo izvajali tudi to, da slušamo to na nekaj sredino lokacije, da smo električno napajanje, hladilnih agregat in podobno več. Skratka, vodimo eno odprto komunikacijo in se smo pripravljeni sproti reševati zadeve, ki težave, ki pač do katerih je prišlo. Tako da pač to je zdaj ta cela lokacija. Smo torej kompleks čistilne naprave, no mogoče bi šel meno, da je vedno problem, da vedno poznate ta elektrofibrski pepel, ki je bil na tej lokaciji, to je v tem delu. S tem smo se srečali za leta 2008, naredili vse potrebne analize, če bi šel malo nazaj, ko prišli na lokacijo, da so rezultati predstavljeni in to že pogozdene. Naredili smo vse analize in ugotovili, da ni problematičen. Takrat smo pač to razgradili na to območje parkinga, prekrili za zemljo in zatravili in zadeva je bila na najboljši možni način rešena. Tudi zdaj smo to ponovili, se pravi kompletno analizo, ugotovili, da praktično ta papir nima več lastnosti, kot tako rečemo, elektrofibrskega papira, tako že za nek drug pepel, pa ljudje, pa vse pomešano, da so izluški praktično na nivoji letnih odpadkov,